in začenjamo kar z gospodom doktorom Petrom Vosnerjem iz Umarja, lahko tudi kar pridete. Jaz se spomnim na eni od prvih razprav, ki smo imeli v okviru tega stičišča, kjer je tudi doktor Vosner sodeloval. Smo se pogovarjali o tem, da je v Sloveniji težko ločevati podeželje od nepodeželja, zaradi strukture poselitve in tako naprej. In tudi doktor Vosner je takrat nekako z tega makroekonomskega pogleda od zgoraj navzdol zagovarjal stališče, da mogoče niti ni samo regionalni pristop dovolj, ampak da bi bilo treba Slovenijo celo opazovati kot eno regijo, in da je včasih že Slovenija kot celota nekako majhna za regijo v smislu ekonomske specializacije, usmerjanja v te mednarodne verige vrednosti. In me potem v bistvu z te perspektive zanima, da bi morala strategija usmerjena k razvoju Slovenije, slovenskega podeželja, se v bistvu spraševati o tem, kam naj se Slovenija kot regija umesti, a bo ta razvoj Slovenije kot regija potem za sabo enostavno potegnil razvoj podeželja, ali pa bi morali pač tudi razmišljati o specifičnih prednostih slovenskega podeželja, recimo cenejši prostor, naravni viri, ki bi lahko prispevali k tovrstni specializaciji še vedno Slovenije kot regije znotraj globalnega gospodarstva. Mogoče to za izhodišče. Ok, jaz bom najprej se zahvalim za povabilo. Jaz sem zaposlen na Umarju, ampak danes bom predvsem govoril jaz od leta 2016 predsedujem delovni skupini za razvoj podeželja na OECD-ju, tako da bom predvsem govoril skozi optiko globalno, kako jaz to, kar spremljam, pač od Čila do Japonske in Kanade do Avstralije, nekako, kaj se mi zdi, da je za Slovenijo najbolj relevantno. Posebej bi se vas zahvalil za to, ker pač niti nimam toliko priložnosti v Sloveniji na temo razvoja podeželja govoriti. In druga stvar, ki bi rad rekel, jaz bom bil to, kar je zdaj Marko, pravzaprav zelo odprt in tudi precej provokativen v smislu, kaj mislim, da bi bilo treba narediti, kar pa sam to, da rečem, ne govorim v imenu Umar, ene par stvari, ki bom posebej povedal, kaj so stališča pač Umar, to pa nas bo opazimo, kaj je pač stališče institucije in kaj je stališče pač posameznih pač tistih, ki tam raziskujem. Se bom pa dotaknil vseh teh, pač nekako, zdaj spet ne dela, se bo. To, kar je Marko zdaj nastavil, se bom vseh teh tem dotaknil, ker so to pač teme, ki me že nekaj časa žulijo. Zdaj, evo, začel si Marko s tem, glede pač, kaj sploh je to želje in prva stvar. Zdaj, če dam malo kontekst, prav, nekje z letom 2016, kad si je glih bilo posebno poglavje v Regional Outlooku od OECD-ja, ki se nanaša na razvoj podeželja. Takrat je bilo naslov tistega Rural Policy 3.0, takrat smo v bistvu poskušali neko novo filozofijo, kaj sploh je podeželje, pristopa do podeželja začeti promovirati, ki je temeljila na praktično 10 let raziskav, ki so jih na OECD-ju delali. Se pravi, druga filozofija je bila iz leta 2005, pristop k razvoju podeželja, in 2016 se je nekako začela ta nova percepcija, ki je bila tudi pač takrat sovpadla s tem mojim prevzemom predsedovanja delovnih skupin. To malo menjam zato, ker pred mano je bil Anglež, ki je ravno obratno izrazito tradicionalno zagovarjal, biosistemske storitve in tako naprej. In jaz sem poskušal ravno obratno, kot boste tudi danes videli, promovirati idejo drugačnega dojemanja na splošno pač podeželja. In izhodišče tega je, da je podeželje bistveno bolj kompleksno, kot je ta urbano-ruralni, podeželsko mestni pogled, ki se mi zdi tudi nekako zaznamuje slovensko percepcijo, slovensko logiko. Se pravi, v bistvu prva ugotovitev je, da je podeželje bistveno bolj prepleteno z mestnimi območji, včasih znotraj njihovih, se pravi, včasih čisto zraven, metropolitanskih območij, znotraj teh urbanih funkcionalnih regij oziroma potem na drugi strani tudi tiste, ki so bolj oddaljene. Zdaj, kaj je v bistvu, zakaj je to zelo važno? Zaradi tega, ker so specifike, kaj se da narediti s temi različnimi tipi ali pa z različnimi podeželji, so različne. Njihove priložnosti so drugačne od odvisnosti od tega, kje si glede na mesta. In tretja stvar, ki jo treba pri tem konceptualnem začetku imeti v mislih, je, da to OECD zdaj zadnjih
10 let približno, ugotavlja, da je, koliko si daleč od mesta, je en izmed ključnih faktorjev, ki determinira tvojo uspešnost. Se pravi, uspešnost dane podeželske regije. In ta prepletenost med mestnimi in podeželskimi območji je nekaj, kar v Sloveniji absolutno nismo niti začeli o tem razmišljati, kaj šele, da bi karkoli, kot boste videli kasneje, da bi v tej smeri nastavili svoje politike. Zakaj je to pomembno? Hudič je, da so seveda ta podeželska območja, to pa pazite, to ni samo, v Sloveniji smo itak dovzetni zelo na te razlike, kljub temu, da so primerjalno majhne, jih zelo čutimo. To je prav. Evropa je to zdaj zelo težko vzela določene teritorije, za ne maraš, ampak to so, jaz sem znotraj OECD-ja, od Kanade, Avstralije in tako naprej, vsi so na to zelo dojemljivi. In ta zgodba, to, kar smo prej govorili, jaz absolutno stojim na stališču, da ne samo, da je ta vlada rekla, da oni so sicer uporabili besedo skladen regionalni razvoj, ampak v bistvu najbolj pravilen termin je bil skladni teritorijalni razvoj. To je tisto resnic, kar nas kot politično v Sloveniji žuli in globalno tudi, ker ima to cel kup posledic. Kar je dodatno zoprno je, da v bistvu že to, kar smo prileteli, pa so se zgodili Brexit in tako naprej, še do krize prejšnje, so ta območja, ki so bolj oddaljena. Zdaj, by the way, kar se tiče metodologij, kaj je podeželje, smo samo v zadnjih 5 letih se samo znotraj OECD-ja zdaj se hkrati uporabljajo 3, tako da to je absolutno več kot relevantno vprašanje, kako sploh pristopamo in kaj razumemo kot podeželje, ampak na globalni ravni je po tej krizi leta 2009, globalni finančni krizi, je rast oddaljenih regij in tistih, ki so blizu samo mestom, se je bistveno upočasnila. Se pravi, ta problem se povečuje, ne da se zmanjšuje, glede na metropolitansko območje oziroma na mestno, glede na mestna območja. Zdaj, namerno sem hotel tudi razumeti kot provokacijo, na delavnici sem točno to rekel, kaj mi se pogovarjamo zdaj o podeželju, o čem točno se mi zdaj pogovarjamo in grem staviti, da nimamo tudi približene enotnega mnenja, o čem se pogovarjamo. In zdaj, s tole sliko sem začel zato, ker to je pa zdaj spet nova metodologija, ki jo je razvil Joint Research Center, ki je zdaj bila potrjena na UN-u, kjer so za cel svet naredili izračunali stopnjo urbanizacije na osnovi slik iz vesolja. To gleda pol gostoto in pol oddaljenost. Ni bistvo. Bistvo je to, kar treba vam priti. Praktično v Sloveniji imamo 2 urbani območji, Ljubljano, pa še malo Maribor. In to dejansko odslikava realno stanje percepcije na terenu. To je bila teza, ki bi jo rad zagovarjal, da v bistvu vse ostalo, samo percepcija prebivalstva, kar trdim, da je izjemno pomembno, je, da so v bistvu periferija. Najbolj me je fasciniralo to, enkrat sem bil na Trebnjem, ki je gospodarsko uspešna, ki je 20 minut stran od Ljubljane, ki najbolj Kanačani se režijo, pa kakšna podeželje, kakšna oddaljenost Evropejci sanjate, oni imajo tam 1000 kilometrov, to je oddaljenost, nekaj tega biksa. Mi pri nas 20 minut iz Ljubljane, si še periferija, smo že grozni. Slušajte, firme okoli, spešne vse, Colarič je bil tam, super, kaj vam se rekel, vi ste vzor. Si mogoče pa res. Hočem reči, ta zgodba, o čem se pogovarjamo, mislim, da je zelo pomembna in jaz iz tega polja tudi mislim, da moramo malo pozabiti na to, kaj so formalne statistične klasifikacije, ker mislim, da se treba, če hočemo nekaj narediti v sistem, kar bi imel neskladen teritorijalni razvoj, je treba pač narediti ta korak naprej in razmisliti, kaj bo v bistvu. Da pa je to pomembno vprašanje, to pa imamo, leta 2019 je bil CRP narejen, tale nared, cela skupina, mogoče tudi do tleh, ki so deloval, ki je naredil projekcijo, kaj lahko teritorijalno pričakujemo po baseline scenariju teritorijalno. Tole slikce. Prav, osnovno pričakovanje za Slovenijo, glede na to, kje se bo koncentriralo prebivalstvo, je, če stvari pustimo tako, se dogaja zdaj, je, da se bo prebivalstvo koncentriralo znotraj centralne Slovenije, plus to, kar je znotraj ob križu, se pravi to, kar je v bistvu dostopno za ljudi. In to, trdim, za Slovenijo ni dobro. Mislim, da je zelo slabo. In isto sporočilo, pazite, pride, če gledate analize, ki se nanašajo na zdaj, to imenujemo digitalizacija, ali to imenujemo modernizacija, avtomatizacija, to je zdaj še tukaj pa je. Govorimo o stališču Umarja, se pravi, Umar je eksplicitno v planskem poročilu produktivnosti smo eksplicitno zapisali, da je uspešna digitalna preobrazba pogoj tudi za skladnejši regionalni razvoj, lahko rečete teritorijalni razvoj. In trdim še posebej za razvoj podeželja je zelo pomembno,
do kakšne mere gremo kot Slovenija v modernizacijo oziroma avtomatizacijo. Povezava, ki je v politiki sploh ni na radarju, kaj šele, da se je to. Če pogledamo z vidika COVID-a, je overlap med tem, se pravi zgodba avtomatizacije, zdaj sem to, nisem še komentiral, se pravi spet z vidika, kdo bo najbolj popularno, z vidika potencialnega negativnega vpliva, saj prihodnega avtomatizacije na delovna mesta. Ne centralna območja. Zakaj? Zaradi tega, ker so ta območja bistveno bolj odvisna od industrije. Se pravi, to, a gremo v digitalizacijo in modernizacijo ali ne, še najmanj boli Ljubljana in centralna območja. Zakaj? Ker so tukaj storitve in druge javne storitve, ki od tega ne bodo prizadeti. To bo šlo naprej. Ostala območja bodo crkvena. Zadnjič je bila ona oddaja, ker se je govorilo o digitalizaciji, bodo rečeni, ja, se bomo vlagali v digitalizacijo javnega sektorja. Predtem pa primer ljubljanskih mlekarn, bile pomurske mlekarne, če pomurske mlekarne ne grejo v digitalizacijo in avtomatizacijo, bodo pomurske mlekarne crkvene, če bodo pomurske mlekarne crkvene, ne bo. To hočem reči, je logika, ki bi mogla biti veliko bolj vnašana. Zavesti. Ironija, vpliv COVID-a, saj ta kratkoročni vpliv na delovna mesta, tudi izjemen overlap med vplivom na delovna mesta, ker so približno isti tipi delovnih mest so bili najbolj prizadeti. Tisti, ki delajo z rokami, ki imajo stik z ljudmi. In še, če pogledamo naprej, to je Tim De Stefano, smo ga imeli na delovni skupini za razvoj podeželja. Maja letos, on je v Harvardu, to je neka študija 24,000 podjetij iz celega sveta. Vpliv COVID-a, to je zdaj nič, zdaj preleti COVID not, vpliv na, kaj se dogaja z digitalizacijo. In uporaba digitalnih tehnologij, to so, nima veze, da ne grem detalj, skratka, močna pospešitev. Nekaj, kar imate 100 študij, ki vam pokaže. V čem je ta študija posebna? V tem, da prikaže, da tisti, ki so digitalno bolj advanced bili pred vstopom, pred prihodom COVID-a, so še bistveno bolj pospešili uvajanje digitalnih tehnologij kot tisti, ki niso. Zdaj, če to prevedete na teritorijalno logiko, kaj se vam zgodi? Seveda, če že prej obstajajo mal gap med podeželskimi in ostalimi območji, se bo ta gap še povečal, se pravi, baseline pričakovanja. Čemer, se pravi, tudi govora bilo veliko na delovni skupini, je, da če bo kaj, bo pritisk še večji. Sicer se seveda hkrati odpirajo določene priložnosti, do katerih moramo biti zelo dovzetni, ampak jih bomo lahko izkoristili samo, če bomo šli v to zgodbo zelo ambiciozno, kar bo nekaj masno. Zdaj pa drug segment. Zdaj pa, če je to nekako, nekaj moramo s temi območji narediti, zdaj kaj je tisto, kar lahko naredimo. In to je pa zdaj naslednja ključna sporočila od OECD-ja, pa je, kje so bile tiste regije, ki so bile v postopku konvergence, ki so lovile najbolj uspešne. Tiste, ki so imele visok delež tržnih dejavnosti, se pravi, tradables. Se pravi, ta zgodba diversifikacije, kakšnih kmetijstvo je to? Tradables. In tudi, če pogledate, to so različni tipi regij, se pravi, metropolitanski, mestni, blizu mest, še bolj oddaljena in najbolj oddaljena. Zgodba o industriji je zgodba ni čisto črno-belo, ampak najbolj specializirana v manufacturing, ki so regije, ki so blizu mest. Se pravi, industrija ni v mestih. Industrija je blizu mest, ali pa celo malo bolj stran, pa še vedno bolj stran. Vedno bolj je lahko stran, če ustvarjaš ustrezne pogoje. Se pravi, ta cela percepcija podeželja, da sploh govori, jaz mislim, da je sploh beseda diversifikacija zavajajoča, ker se logika je, da je kmetijstvo glavno in da boš policijskega kmetijstva šel. To že zdaj davni ni res. Ker je v bistvu že danes podeželje predvsem odvisno od drugih dejavnosti, tržnih dejavnosti. Tudi od kmetijstva, da ne pomote, da hočem reči, da kmetijstvo ni pomembno, ampak ni pa glavno. In to mislim, da je eno izmed zelo pomembnih sporočil, in zdaj, tole pa zdaj še work in progress, to je zdaj en projekt, ki smo ga štartali 2 leti nazaj, kjer sodelujejo Kanada, Amerika, Škotska, Švica in Japonska, kjer se gledamo, kako pa bi zdaj te inovacije lahko prispevajo k podeželskim območjem. Kako pa zdaj, tisto, kar sem prej rekel, da imaš lahko negativen vpliv, kako pa zdaj to obrniti v plus, da boš lahko kapitaliziral preko novih tehnologij podeželskim območjem. In to je zdaj empirično, je, da so od tega, koliko hitro uvajaš, rečeš, inovacije, ali modernizacije, ali avtomatizacije in tako naprej, so podeželska območja še bistveno bolj odvisna od tega, a greš v to ali ne.
kar je, če pomislite, glede na one slide, najprej seveda logično, ne, valjda, ker si pač s slabšimi izhodišči, ko bo to šel, bo imel bistveno večji učinek kot tisti, ki ne bo šel. In zdaj, če to zadevo, ne, malo, če se zdaj redescendre sur la terre, ne, grem zdaj v Slovenijo, ne, to tle na vrh svetlo je kmetijstvo, ne, po statističnih regijah slovenskih, ne, imate seveda, ne, Pomurska, Slovensko-Kraška. Ostalo je pa industrija. Ne. In tle pol vidite, ne, kdo bo v Sloveniji najbolj prizadet, sprav, modernizacija, avtomatizacija in tako naprej. Tle je empirično pač, ne, najmanj, sprav, ne, obala ima turizem, srednja Slovenska, nas še najmanj briga. Te bodo nasrgali. Vzhodna Slovenija, Koroška, Podravska, Savinjska, Gorenjska in tako naprej. To so regije, ki so najbolj odvisne od tega, da se gremo modernizacijo. In to je eno izmed sporočil, ki bi rad posebej poudaril, ker vlada po eni strani govori, predsednik vlade je na predstavitvi v parlamentu rekel, da je teritorialni razvoj za njih druga prioriteta te vlade. Ne? In to je odgovor, kaj to pomeni, kaj bi mogli to pomeniti v praksi, če se to zgodi. Ni pa to seveda edina stvar, koliko do predstavitve. Turizem, recimo, ne, je izjemno pomemben za podeželska območja. Ne, recimo, tle, če gledate absolutno število turistov po regijah, ne, najprej klasični, pač tisti osumljenci, ne, ampak recimo to pomembno za osrednjo Slovensko. Ampak realnejši prikaz, če greste število gledati preločišč na enoto bruto domačega proizvoda, je pa Pomurska tretja, ne, koliko je za njih to relativno pomembno, glede na to, kar imajo področje turizma, recimo. To hočem reči, ne, da ne bo zdaj izpadlo, da je industrija pika, seveda, ne, so seveda druge dejavnosti in s to tankočutnostjo je treba se tega vprašanja lotiti. Zdaj, ta tankočutnost, ne, je pa seveda, če hočeš pa karkoli narediti v zvezi s katerimkoli tem področjem, in pa stvar seveda postane zelo kompleksna. In ta zgodba pri nas, ki je ponovadi imaš vprašanje ministru, kaj boš naredil, in reče, jaz smo prejšnji teden objavili razpis, približno ilustrira zavedanje, kako se stvari je treba pač nasloviti. Se pravi, ta teza, da boš malo denarja špljuno pa prišlo, je neresna. Zakaj? Zaradi tega, ker je pač, to je samo z perspektive inovacije, se pravi, te modernizacije in transformacije v teh območjih. Če hočeš uvajati inovacije, je cela piramida konceptualna, recimo, ki je bila za ta inovacijski projekt. Prva teza je, da karkoli bomo hoteli narediti, če se gremo zares, je treba pristopiti celovito. Druga teza, treba je pristopiti povezano. Se pravi, tako z nekimi enostavnimi parcialnimi zgodbicami pozabite. Treba in to govori in teritorialno, in z vidika politik, in tudi seveda z vidika povezovanja deležnikov, kar je ta, recimo, pristop bi mogel, recimo, odsevati in je to počteno načelni ravni. Tretja stvar, ne, kot sem rekel, ne, posamezen razpis bo rešil, ne bo. Ne. To so recimo zgodbe, ki so, to je zdaj v tem Rural Wellbeing, to je bilo oktobra objavljeno lani strani OECD-ja, ki nekako je naslednja taka flagship publikacija na področju razvoja podeželja, in to so policy recommendations, kaj vse je za razvoj podeželja najbolj pomembno. In pa ste zdaj, ne, s čem se zdaj ukvarjal, ne, prej. Pametna specializacija. Ne, če bi pri nas rekel tezo, da je pametna specializacija, ker je ključnih ukrepov za spodbujanje razvoja podeželja, mislim, da se hecam. Dobesedno smo na nivoju, ko bi mislili, da je to hec, ne. Pa ni tako, ne, tudi pri nas, ko smo imeli nacionalno pristop pametne specializacije, to, kako se lotevaš pametne specializacije, je izjemno pomembno za perspektivo dejansko podeželskih območij. Ne, sam par, da je še navržen, recimo digitalizacija, ne, seveda je zelo važen dokaz, ali gremo v to ali ne, ker se pol, če v to gremo, se za ta območje odpirajo čisto nove priložnosti. Da ne rečem, ne, seveda, da je treba razmisliti, kako mobilnost spodbuditi, da ne govorimo o teleworkingu in tako naprej. To recimo teleworking smo tudi na Umarju zdaj v poročilu razvoju omenjali. In vse skupaj, da se sam pari izpostavljam, ne, seveda je pa treba vse razmišljati skozi optiko, kaj se nam bo dogajalo v 20, 30, 50 let. Boš prišel nazaj na konc, zakaj sem zdaj to izpostavil. Zadnji del, vem, da neče. Zadnji del, zdaj pa kako si jaz predstavljam, ne, kakšno je stanje in v kateri smeri, mislim, da bi mogli razmišljati. Tole iz osnutka prostorske strategije leta 2050, kar je približen pri nas, kako vidimo teritorij. Ne, vidimo različne, imamo različna mesta, ki so, jih damo pač, ne, nivo 1, 2, 3, 4, 4. V praksi imate znotraj kohezijske politike tako, da je bilo v obdobju 14-20 izrazito favorizirano pač so bila mestne občine, ne, kjer si dal dosti denarja, ni bilo tako malo, 140 milijonov še več.
si dal mestnim občinam, ki so potem delali pod nekih dolgih postopkih, so določile, kaj se bo financiralo. Recimo, ne, cukrarna je recimo rezultat tega naslova. To ni šlo skozi, zaradi tega, ker si bil pritisk občin prevelik in dodatno k temu so še par 100 milijonov za razvoj regije, kjer je šlo pa na vsako občino posebej. Iz tega že konceptualno v osnovi, ne pravim, da to ni, ne pravim, da je cukrarna slaba investicija sama po sebi, samo pravim, da s takim pristopom pričakovati, da boš dejansko naslovil v vidu tega, kar sem prej govoril, je pa nerealno. To pa vemo, da se ne bo zdi, tudi če bomo po 100 milijonov vsakih 7 let, par 100 milijonov tonov metana. Se strukturno ne da tega premakniti. Glede na to, da ni ministrstvo za kmetijstvo, ne, več ali manj, še prej malo bolj direktno, ne, se pravi, lasi, ne, so, no, pozdrav ministrstvo. Lasi so mečkan boljši. Malo diplomacije. Čem, kaj se hoče reči, ne? Lasi so pač konceptualno fajn, jaz mislim, da so lučni. Fajn so to, da so povezali neka širša območja. To je tudi fajn. Zelo je prišlo zaradi nekih iniciativ do povezovanja večjih klasov, kar je sploh, ne, znanstveno, mislim, sploh, ne, dober uspeh za eno od pač držav, ampak logika lasov, ne, CLLD je pač izključno bottom-up. Spet, kar je lahko do ene mere fajn, ampak spet ne boš tega rešil globalno te strukturne zgodbe, ker je pač to izključno bottom-up in to pač pribaš določene segmentske, s katerimi ne boš mogel obrniti zgodbe, predvsem pa to ni šlo, ne, povezave med mestnimi in temi območji pa ni bilo. Prav konceptualno smo razvili tam tisto, kar je najbolj pomembno. OECD rekel, povezave med podeželjem in mesti pa tradables. Ne. In obe stvari smo pozabili, ker tradables je tisto, kar nas najmanj zanima, pa povezava med podeželskim mestnim območjem, tisto, kar smo konceptualno tako postavili, da se do tega skoraj ne more. Tradables smo razložili. Ja, pač tržna dejavnost. Zdaj pa, ni vse črno, ne, zdaj pa teza, provokacija, kako mislim, da bi treba iti naprej. Zelo pozitivno, to, kar je, vse, kar sem govoril o povezavi med mestnimi in podeželskimi območji, je osnutek strategije prostorskega razvoja v resnici konceptualno naslovil. To je osnutek iz marca lansko leto, ki govori točno to, kar sem prej kazal. Prav povezava med temi območji, povezava urbano območje podeželja in krasna slika, ki konceptualno povzema točno to, kar bi po mojem treba narediti. Ne, da je kdorkoli na kjerkoli drugem ministrstvu to resno vzel, pa da resno razmislil, ampak dobro, mogoče je pa zdaj priložnost. Jaz to vse to, kar zdaj govorim, nisem samo teoretiziral, ne, nekaj vas vedeti, jaz sem bil do leta 2019 v SVRK-ju. SVRK je bil takrat v fazi priprave programskih dokumentov, znotraj tega je bilo treba pripraviti tudi koncept teritorialnih pristopov znotraj kohezije. Jaz sem takrat bil celo, ne, mi je bila dana možnost, da pripravim svoj predlog in sem pripravil nekaj, kar sem imenoval pakt za celovit teritorialni razvoj Slovenije. Ta temelji na logiki, da, ne, se pravi, vse tisto, kar sem prej govoril, ne, ampak tudi empirično, če pogledate tole zgodbo nared, ne, se pravi, mi kot baseline pričakovanja ni, da bo mestna občina Ljubljana najbolj rasla, ne, ampak območja okrog, se pravi, ta zgodba funkcionalnih urbanih območij pri nas je nekaj, kar imamo empirično pokazano, da se bo dogajala, da se že dogaja in da se bo dogajala tudi naprej. Se pravi, to je nekaj, kar ne, bi mogli ponotraniti. No, in to je teza, ki bi jo zagovarjal, ne, namreč jaz sem tam v tem paktu za celovit teritorialni pristop zagovarjal, da ko gre za teritorialne politike, ne, pa bo še en slajd naprej, ki bo govoril o drugih politikah, ampak kar se teritorialnih politik tiče, da je bilo treba diferencirati kohezijo v smer na funkcionalna urbana območja, se pravi mestno območje skupaj z celotnim njihovim območjem, z vsemi podeželskimi območji, okolj, ki na njih gravitirajo. Govorimo o stvareh, kot so mobilnost, energetski sistemi, javne storitve, preprečevanje tveganj in tako naprej in tako naprej in tako naprej. In na drugi strani posebej nasloviti tisto, kar spet nam vse projekcije za nazaj in za naprej kažejo, da je največji problem. To so pa ta obrobna območja, ki jih pa ne moreš, ki so pa že toliko stran, da jih skozi to mestno logiko ne moreš nasloviti, ampak se moraš celovito tega lotiti. Ne, zdaj pasite, ni res, da se s temi območji ukvarja samo Ministrstvo za kmetijstvo in politika razvoja podeželja. Še posebej zadnje 2 leti je Ministrstvo za gospodarstvo postalo zelo pozorno na to in imamo, ne, posebne subvencije daje za podjetništvo v obmejnih
območjih, pa za Pomurje, pa za problemska območja, tega ni tako malo. Ampak to vsak malo posebej, ne? Vsak malo posebej razparceliranje. Jaz mislim, da bi bilo treba skupaj razmisliti in to je bila odlična priložnost danes, kaj zdaj s temi območji narediti, ker vse tisto, kar sem prej govoril, s vidimi paketi, povezano in tako naprej strateško, velja tudi za ta območja. Je pa seveda še težje, še bolj moraš biti tenkočuten, še bolj moraš najti specifike, da grem na tisto, ne, seveda ne mislim, da je podeželje pa kar, da bodo mesta potegnila naprej. Ne, seveda ne, sam je treba, sam se je treba tega lotiti, predvsem si pa pol smer, ki jo postaviš, je treba pelati 5-10 let, ne. To je pa tisto, kar pri nas, ne, seveda, ne. Let, pa naslednje let vse drugače, pa čez 2 let. Naše 2 slajde imam pa kaj. Tudi to, če se tole bi šli, nam nič ne pomaga, če ne bomo ambiciozno investirali v modernizacijo in strukturne politike, se pravi, industrijska, raziskovalna inovacijska, pametna specializacija, digitalna, to so vse predpogoji, da se gremo, da imaš sploh približno šanso, da bo oddaljeno območje karkoli naredilo. Znotraj tega so elementi, ki so seveda še posebej pomembni, recimo, zato sem jaz se zelo zavzemal, da gremo, ne, zdaj pa na kmetijski del, ne, delati te verige vrednosti skozi pametno specializacijo, zato da se bo pospešilo vlaganje v razvoj, raziskave in razvoj tudi znotraj kmetijstva, da se preko tega naredi to sistematičen pristop, ker bo to seveda potem unim pomurskim lekarnam, če parafraziram preko njih, ne, seveda to za njih ključno. In na določenih segmentih, na določenih teh strukturnih sektorskih politikah je seveda to teritorijalno dimenzijo treba tudi direktno nasloviti, recimo pri podjetniškem okolju, ne, inkubatorje mi financiramo ad hoc, nam se zgodi teritorijalni pač porazdelitev njihova, ker to financiramo preko javnega razpisa, pa to ni v redu, inkubatorje pa rabiš imeti pokriti cel teritorij, mi mogli to spet sistematično. Trenutno, by the way, se dela študija, ki jo raziskava, ki jo je financira EU na temo ekosistema, jaz sem uspel to spraviti noter, vsaj zahtevo, da ne bi se to dalo noter, ampak mislim, da sem. No in to je predzadnji slajd. Tudi če une 2 stvari storimo, je pa seveda so pa določeni predpogoji, ne, ki pa so ne, dostop do javnih storitev splošnega pomena. Mislim, da je Slovenija zaenkrat relativno dobro speljala. Projekcije, snutek študije na OECD-ju narejen, ki gleda, kakšne so projekcije stroškov recimo za primarno šolstvo, sekundarno šolstvo, za zdravstvo. In Slovenija sicer nekaj bi lahko pričakovati, da se bodo te stroški ohranjanja teh storitev na podeželju bistveno povečali, odgovor v bistvu, da ne, ker se bodo sicer malo povečali na udarnih območjih, ampak se bodo pri ostalih majčkeno zmanjšali, tako da Slovenija ni med tistimi državami, ki ne bi zaradi tega demografskega prehoda bila izrazito prizadeta, tako da to je v bistvu dobra novica. Slaba novica je to, da se pri nas sploh ne ukvarjamo s tem. Zdaj se spet na Janeza sklicujem, ki je imel krasni intervju v Delu, ne, ki je rekel, mi na območjih, kjer bi mogli postavljati domove za ostarele, postavljamo vrtce, ker sploh noben ne razmišlja, kaj se bo zgodilo čez 20 pač let na tistem območju. Mi sploh konceptualno nimamo tega v glavi, zaradi tega, ker se gremo CLLD pa razvoj regije in pač ne rešujemo probleme od včeraj z današnjimi investicijami, ne upoštevamo pa to, kaj bi bilo v bistvu se zgodilo. Torej, če potegnem črto, začne se z modernizacijo in bistveno pospešenimi vlaganji in vsem ostalim, kar je treba pač delati, ne, in to z vsemi politikami, raziskovalno, razvojno, inovacijske, digitalizacije, ne, to v bistvu je predpogoj, da se sploh pogovarjamo o čemerkoli. Drugo, treba je, po mojem, spremeniti to, narediti ponovno razmislek, katera območja so tiste, ki jih bomo reševali skupaj, ne, povezano, mesta in podeželje, funkcionalno urbana območja in potem skladno s tem prilagoditi politike, ne, in tle so, se pravi, po mojem, 3 nivoje, kako sem pokazal, ne, teritorijalne, jaz danes provociram, ne, svojo tezo z leta 2019, potem strukturne pospešene politike, kjer v nekaterih, kot rečeno, treba upoštevati teritorijalno dimenzijo in potem ohranjanje predpogojev za to, da se bodo pač oddaljena območja sploh lahko šla kakršenkoli razmislek o razvoju.